si ti, Matic, sploh predstavljaš pod pojmom moderiranje? Za moderiranje sem že velikokrat slišal, mogoče si ga pa majčkeno v kakem oziru narobe predstavljam. Zdi se mi, da gre za način, kako spodbujamo in angažiramo skupino, da dobimo ideje, zagon njihov. Vem pa, da je tudi moje razumevanje tega lahko precej splošno, zato bi ti vrnil vprašanje z vidika, kaj pravzaprav je moderiranje po tvojem gledišču, kdo je moderator? Torej, moderiranje, to, kar si povedal, je čist korektno. Moderiranje je način skupinskega dela, kjer je moderator procesni strokovnjak, ki pomaga skupini udeležencev na nekem srečanju, dogodkov, sestankov, delavnici doseči velikokrat naprej, včasih pa tudi na samem srečanju dogovorjene in vredne cilje. Ustvarja, skrbi za strukturo, skrbi za proces, skrbi za tehnične pripomočke in skupinam pomaga, da delujejo učinkoviteje, ustvarja tudi varno okolje, predvsem pa, da so res vsi udeleženci lahko prispevajo svoje znanje, izkušnje, da so slišani, da so upoštevani in da skupaj v sinergiji, v medsebojnem sodelovanju in medsebojnem dopolnjevanju dosežejo tisto, kar je za njih v danem trenutku vredno in pomembno. Torej, vsak človek, ki je na takem srečanju, je pomemben del skupine. Ne tako kot dostikrat na sestankih, ko imamo zelo veliko ljudi, pa 3 govorijo, 17 pa jih brska recimo po telefonu. To je bistvo moderiranega procesa in moderator skrbi res za proces, je procesni strokovnjak. Skratka, moje razumevanje ni bilo napačno, sem pa veliko konkretizacije. Še malo dodatnega. Ja, in gre vse za to, kar si povedal. Lahko gre za ustvarjanje idej, za reševanje problemov, marsikaj. To je pa stvar tega, kaj se skupina dogovori, da želi na tem srečanju doseči. Okay.